kaj zdravniki pričakujete od države, od ljudi, ki so prevzeli odgovornost in zagotovili prej, preden so prišli na funkcije, ki jih opravljajo, da bodo skrbeli tako za zdravje ljudi, kot za skrb za zdravo okolje? Od države in od pomembnih odločevalcev pričakujemo, da bojo v prvi vrsti poskrbeli za zdravje ljudi. In sicer po vsej Sloveniji, še bolj pa tudi v Soški dolini, ki je zaradi pretekle izpostavljenosti azbestnim vlaknom povzročila toliko škode na zdravje ljudi. V naši občini je več kot 2800 ljudi, ki je imelo od države priznano poklicno bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu. Poleg delavcev obolevajo tudi tisti, ki niso bili nikoli izpostavljeni azbestu. In zaradi pretekle izpostavljenosti azbestu lahko pričakujemo, da se bojo bolezni še naprej odkrivale. Odločevalci smo pozvali, da upoštevajo princip previdnosti. To pomeni, da v okolja, ki so že obremenjena, ne vnašajo novih tehnologij, ki bi potencialno vplivala na poslabšanje zdravstvenega stanja, in pa to, da se izenačijo mejne emisijske vrednosti sežigalnic in sosežigalnic, ker človeško telo ne ve, iz katerega vira prihaja nekaj, kar človeku škoduje. Posebej za naše bolnike v Soški dolini je to pomembno, ker njihova telesa so polna azbestnih vlaken in tudi če bodo politiki nekoč očistili našo dolino, človeških teles ne bodo mogli in bojo še vedno bolni in potencialno ogroženi, da bojo zboleli zaradi azbestnih vlaken in mogoče tudi zaradi tega, kar se sedaj kadi iz dimnika. Pa glede na to, da ste zdravnica, ki se tako rekoč iz dneva v dan srečuje s tovrstnimi osebnimi zgodbami, ki so vse prej kot preproste, verjamete v dober izid te zgodbe? Verjamete, da bodo politiki, da bodo odgovorni, sposobni sprejeti prave odločitve? Upam in pričakujem, da se bo to zgodilo, ker vsem verjetno nam je zdravje in življenje ljudi na prvem mestu.